Ja, mislim, da lahko od fantazije vsak kaj izlušči zase, oziroma da nekatere reči lahko lažje dobro presojamo, če so v nerealnem, torej ne v našem svetu. Torej kot zgodovinar pogosto smo obremenjeni s tem, kaj je preteklost, kaj je res, kaj je en vidik, kaj je drug vidik, medtem ko v fantazijskem svetu oziroma v pravljičnem svetu nisi obremenjen, torej si bolj svoboden pri presojanju likov, njihovih motivov. Tako da. Se delimo ljudje na, recimo bralci, na tiste, ki so jim ljubi fantazijski romani, tudi znanstvena fantastika in one, ki raje berejo kaj bolj realnega. Ja, zagotovo, ja, zagotovo. Ampak jaz bi se Rok na tebe navezal, se mi zdi zelo dobra iztočnica, v čem je recimo vrednost ali fantazijskih romanov ali pa tudi znanstvene fantastike, kot si omenil. Ravno v tem, recimo, se mi zdi precej, recimo, dam tezo, pa vidimo, kam gre, da je pravzaprav kar nekaj podobnost, recimo, z Jezusovimi evangeljskimi prilikami. Jezus tudi pove prilike na tak način, da ljudje, ki jih zadeva, pravzaprav, pa ne samo, recimo, ne samo Jezus evangelijo, tudi že v Stari zavezi poznamo te primere. Na primeru ene zgodbe podam eno sporočilo, ki, ravno kot si ti rekel, Rok, ki se nobenega od nas ne tiče direktno, vsaj ne v začetku, in nam je popolnoma jasno, kaj je moralno, kaj je nemoralno, kaj je prav in kaj je narobe, in šele potem lahko začnem premišljati, čak. Ko recimo prerok Samuel pove kralju Davidu, kaj je naredil s prispodobo ovce in lastnika in potem bogataša, ki reveže vzame to ovco. Davidu je popolnoma jasno, kako stvari stojijo v zgodbi. Ja. Šele potem. In v tem smislu se mi zdi, jaz občudujem vedno znova ljudi, avtorje, pisatelje, ki so sposobni z eno tako prispodobo govoriti in pravzaprav obravnavati recimo naše vsakdanje izzive, težave, jih postaviti ven svet, ki je toliko oddaljen od našega, da se nam zdi, da ni, kot praviš, da nismo več obremenjeni, in potem pravzaprav gledati nazaj zdaj, kaj je pa zdaj tukaj sporočilo. Mislim, da je šel Tolkien še dlje, ker